Prvo vprašanje. Navalj. Za koga igraš svojo vlogo, ko pa sploh nisi iskren sam s seboj? In pa imaš pa še pod vprašanje. Za koga igraš svojo vlogo, medtem ko nisi iskren s seboj. Okay. Pač to je tako, že te malo napelje, da nisi, ne, tak ti da malo. Pa imaš pa še svoje pod vprašanje, kako dolgo boš pripravljen zapuščati svojo resnico, da bi te drugi prenašali. Se pravim, to je zdaj mogoče tako zelo... ti že da kot vedi, tako da že imaš ti neke... Tako da že senca imaš, ne? Malo predispozicija narejena, zdaj pa tako v razmislek, za koga se ti zdi, da igraš slogo. Zdaj to je mogoče, če začnem jaz mogoče malo filozofirati o tem, si že ti prej omenil, da ker že prvi del vprašanja, za koga igraš svojo vlogo, ne? Ti si omenil, da imaš več teh mask oziroma več obrazov. Kar je tudi ful zanimivo in to je dobro, da se tega zavedamo, pa moje, da ti recimo zdaj, že če gledaš vsak, dajmo reči, večina normalnih, povprečnih ljudi pač ima neko družino, načeloma, pa ima neko službo, pa ima nek svoj krog kolegov, naprimer. Ti boš za vsaki od teh socialnih interakcij, recimo, boš imel en drug obraz, ali pa recimo tudi za vsakega človeka posebej, ti se boš drugače pogovarjal z mamo, pa drugače z babico, naprimer, ne? Tako. Ali pa za vsako recimo malo veš, česa ali ne marajo, ali kaj jim ali njim, boš mogoče tak malo... Takoj, ko se v eno okolje vključiš, se malo spremeniš, prilagodiš, mogoče podzavestno imitiraš drugega, ko se z njim pogovarjaš, ker se tudi, ne vem, sploh pa če je pa večji krog ljudi, pa se še pa obremenjuješ po mojem z tem, kje si ti zdaj v hierarhiji te ljudi, a ne? Naprimer, se mi zdi, da je ful dober primer, ko je folk v družbi, pa se govori o vici. In recimo, ko nekdo govori vic, ga veliko drugih ljudi, ki tudi poznajo vice, zelo po strani poslušajo, ker med tem razmišljajo, kjer ga bojo oni naslednji povedali. Štekam, Ker hočeš biti zdaj tudi tak kot ta oseba, ker je to v tej družbi pa biti mora boljši vic po možnosti. Kak? Biti malo? Biti malo boljši, v bistvu. Boljši vic imaš pa boljši. Kam zdaj jaz povedal, da bo boljši? Veš kaj najslabše, ko ti poveš en vic, pa se naveden ne smeje, pa zelo malo in pol nekdo ponovi isti vic za tabo in pol je kar naenkrat. Ja, ker je delivery pač boljši. Ali pa ni bil slišan. Ja, ali pa to. Okay. Tukaj še mogoče pod vprašanje, kako dolgo boš še pripravljen zapuščati svojo resnico. Kaj pa če imaš ti zdaj recimo, da si v nekem službenem krogu in pač se ti zdaj prilagajaš pač čisto zaradi službe, kakšna je zdaj tle meja? A veš? Ja, to je kar grda lahko, ker mislim, da so ljudje velikrat v delovnih okoljih prisiljeni na neke načine ravnati, sploh če si ne morejo prvoščiti, da bi izgubili ali pa menjali službo. Jaz mislim, da tega veliko, da je nekdo v službi pač. Jaz primarno mislim, da ni služba načeloma, oziroma ni dosti takih primerov, ki hodijo v službo radi, pa da radi delajo to, kar delajo. Se mi zdi, da to skoraj privilegije, da delaš pol neke take stvari. Ali pa če ne to, je pa vsaj tak, da pač tudi, če imaš ti delovno okolje, pa da delaš delo, ki ti je všeč, se pa sigurno najde stvari, ki pač ti pa, ne vem, 40% niso všeč. Pač se mi zdi, imaš vsakem nekem poklicu pa neke stvari, ki pa ti gre na živce, pa bi ne reš, kdaj kvitno. Ali pa da ti gre res tako, no vse tudi recimo zdaj, ne vem, mi ko se pogovarjamo kot muzičarje, ne, da je to vedno fajn, pa niso glih vedno sam rožica, veš, ti tudi greš pol, ne vem, igraš stvari, ki ti niso fajn, včasih za ljudi, ki ti niso všeč, ne počutiš se vedno fajn, pa še vse moreš biti. Pa še človek se vsega navadi. Tako je. Po drugi strani lahko se pa tudi naveličaš pol zelo hitro tega, ne, pa ti je zaradi tega full ali boring, ali pač ti lahko res nek odpor, pa moja razviješ tega, to tudi čisto razumem. Zdaj pa kakaj je tle meja s tem? To je čisto tako v razmislek. Ker zdaj po moje lahko, zdaj po moje to je meja lahka že, če imaš šanso, je lahka meja to, da ugotoviš, da to ni za tebe, ne? Da res ne uživaš.
po drugi strani pa, če še vseeno moraš to delati, je pa moja meja to, da začne tep na duševnost vplivati. Da se ti res slabo počutiš, pa da ti res ni tam za biti. Pa pač, po moje, je to čas, da začneš razmišljati. Meja je tudi tu verjetno odvisna od kulture tega delovnega okolja, ker če si zdaj ti edini v tem okolju, ko se je pripravljen s takimi stvarmi ukvarjati, boš težko kaj naredil. A lahko daš primer? Naprimer, da si v nekem delovnem okolju, kjer je nek nadrejeni, ko ravna na ful nemoralne načine do pač svojih podrejenih. Okay. In si ti edini, ko je pripravljen to izpostaviti ali pa nekaj narediti glede tega. Edini opažaš, da pač vsi drugi nosijo pač maske samo zato, da pač dobijo plačo. In boš lahko začneš revolucijo, lahko si pa izobčena, ne? Ampak tako mislim, da je ta druga bolj verjetna. Ker je ta instinkt, da nosimo te maske, toliko močen. To je spet po moje malo odvisno od velikosti podjetja, ne? Naprimer. Ziher, to smo zadnjič že govorila, ja. Tako. Pa kakšna je zdaj ta klima, ne? Tu se ful pozna, pa a je zdaj nekaj spremljivo, da nekdo nekaj sploh pove, ker recimo imaš recimo delovno okolje, kjer se delavci zastopijo med sabo, pa zastopijo se z nadrejenimi, ampak še vsaj nosijo maske, pa ne boš ti kot delavc sebe zdaj šel izpostavljati, tu če je že nekaj narobe. Zdaj pa do kakšne meje spet ne, to je pač vprašanje. Pa. Ja, odvisno, koliko imaš podpore, ne? Koliko misliš, da lahko imaš podpore, koliko si lahko ti prvošiš. Ker zdaj pa imaš toliko, če je zelo velika firma, pa da medsebojni odnosi niso toliko tesni, se po mojem tisle boš s tem, boš sam pač začel razmišljati ali o menjavi, ali kaj lahko zdaj ti pri sebi narediš, ali ti je to zdaj vreden. V tej smeri. Je pa tudi to, kakva je ta meja na tak način, ko si pač to vprašal, po mojem lahko sorazmerno s tem, koliko časa pa energije si ti že posvetil temu delovnemu okolju. Se pravi, da dlje časa, ko si nosil to masko, težje jo bo dati stran. Tako je, sigurno. A nisem to že enkrat rekel, da imaš raj. A to je on rekel, Saxon, da bi mogli se ravnati po načelu, da bi mogli veliko rajš imeti neprijetno resnico, kot pa prijetno laž. Veš na to fora, zdaj pa bolj kot ti to lukno kopljaš, slabše. Okay. Naprej. Katere resnice se bojiš izreči? In jaz bi tukaj dal še zakaj. Pa imaš pa pod vprašanje, ali pa se v resnici bojiš, da ne bi bil všečen, sprejet ali viden kot dovolj dober. Zdaj pa mogoče sem to, vse to smo že v bistvu govorili, katere resnice se bojiš izreči, ne? To je zelo povezano s prvim. Ampak to pod vprašanjem je bilo boljše. Ali pa se jaz bi rajš dal tukaj, ali pa česa se v resnici bojiš, ne? Pa da se malo ukvarjaš z razlogom, to je zdaj tako. Sam je vsaj fajn frazirano, ker je kot resnice. Se mi zdi, da če rečeš, če te kdo vpraša, česa se bojiš, da je malo težko odgovoriti. Ja, se ničesar specifično tak fejst ne bojim, ne? Da je mogoče bolj otipljivo, kaj so resnice, ne? Kaj je nekaj, kar ti je strašno, zato ker je resnično, ne? Tako nek fakt. Ja. Kaj bi bil lahko primer tega? Da se soočiš z neko posledico, ki se recimo bliža. Fajn sem to zdaj sfraziral. Mogoče, ne vem, če te nekdo vpraša, česa se bojiš, odvisno je tudi zdaj, kako imaš ti odnos s to osebo, pa koliko ji zaupaš, ampak nekaj, kar mogoče se ljudje lahko zelo bojijo, pa ne bi prvo pomislili, je to, da morajo v življenju neke osebe se znebiti ali pa jo zapustiti, zato da bo njihovo življenje boljše. Torej... To je ena taka velika resnica, a veš,
v življenju lahko. Kako si ta prvi del, gre za izgubo zdaj ali glih obratno? Ne za izgubo, v tem primeru sem mislil, da imaš neko osebo v življenju, ki ti pač tvoje življenje slabš zaradi tega. Slabša, ja. Okay. In je pač težko in se jo bojiš zapustiti, ker ni to neka naravna reakcija, ko jo ponavadi ljudje imajo, če so na nekoga navezani. Je pa niti naravno, ne? Mislim, včasih boljš se malo prilagoditi, pa pol ustrajati, ne? Sam pa bolj, ko ti se prilagajaš, pa bolj, ko ustrajaš, slabš se to lahko na te pozna. Ja. Aha, jaz mislim, da misliš, ker bi pa bil fakt v tej smeri tudi to, da veš, da boš nekoga zgubil, ne? Zaradi takega drugačnega razloga, pa isto mogoče neka ta resnica. Zelo resničen strah. Čeprav kaj pa lahko zdaj tako potegnela iz senčnih globin, da bi lahko ti iz otroštva recimo neki, kot primer, to ne rabiš za sebe dati. Kaj je bila zdaj taka resnica, ki se je bojiš? A že to recimo, prej smo se o homoseksualcih povedali, da recimo bila taka resnica, da so ti pa moški všeč, na primer. Da ti je to, da to ne taka resnica, ko se je bojiš. Ok, sam, zakaj se pa se lahko vprašaš, ne? Zakaj se pa v resnici tega bojim, ne? Pa lahko elaborataš to, pa že raziskuješ. To je ta poanta teh vprašanj, ko se pa moja kar tako zastavljena, da lahko greš se z neko tako stvarjo ukvarjati, če si iskren. Jaz bi sam izpostavil ljudem, ko bojo, pa vsem priporočam ful, da raziskujejo to, da se ne ukvarjaš preveč s tem, kam boš prišel, pa kaj boš se naučil vseb, pa da moraš nekaj razrešiti. Mislim, da je najbolj tukaj pomemben sam proces. Sam, da ti to delaš, pa da se tega zavedaš. Da je to 80% rešitve. Jaz mislim, da je najprej to, če sam delaš sabo, že da je zavedanje cilj. Tako. V bistvu, ne. Tako da zavedajte se samih sebe, zavedajte se tega, kar počnete, ker mi dva moramo počasi zaključiti. Aha, jaz nekaj sem mislil reči, če imaš čas za eno vprašanje. Za eno vprašanje, seveda. Si pripričan? Vedno. Vedno. Še počakal pol ure, pa tam spraševal. S katero identiteto si zasvojen, ker se brez nje počutiš neviden? Pa imaš pa naprej pod vprašanje. Kdo si brez vloge, naprimer zdravilca, pridnega, ne vem, učenca, upornika ali pa uspešneža? To je zelo zanimivo, kateri identiteti si zasvojen, ker se brez nje počutiš neviden. Torej, kaj delaš ti za to, da te ljudje opazijo, oziroma da si nekje, to je zdaj zelo par stopničk više na tem, da si sprejet, ne? Da si ti viden. Zdaj pa kaj bi bilo, mogoče samo malo elaboriramo to, kaj bi bilo lahko takega. Ali pa kako bi se to v praksi kazalo, mogoče za koga, za lažje razmišljanje. Ja, tu bi jaz prvo izpostavil to, da imaš oblikovano identiteto, ampak da je lažje razmišljati o identiteti kot o skupku večjih identitet, tako si jih ti zelo našteval, ne? Ki jih v različnih življenjskih situacijah si nadaneš, tako maske, na primer, ne? In se pravi, tu je mišljeno kaj, če se ti, ko si, daj mi eno od teh uspešnež, si rekel, na primer, ne? Zdravilec, pridna oseba. Na primer, uspešnež, da je to identiteta, ki jo nosiš v pač, ne vem, poslovnem okolju, ali pa mogoče javno, ne, če si neka javna osebnost. Ja. Se pravi, je mišljeno, kaj si ti zdaj v tem istem okolju, če to identiteto daš stran. Naprimer. To je lahko, mislim, da nekaterim ljudem ful težko. Vprašanje pa tudi, že, da se lahko ugotoviš, kjera je ta identiteta, ker ti si zdaj že določil. Jaz mislim, da najbolj moraš ti ugotoviti, lahko je takega, ne? Ja, ene niso toliko jasne. Meni je zelo zanimivo, kako to se ful povezuje, tudi s prejšnjo tema, ko smo imeli, kateri identiteti si zasvojen, ker se brez nje počutiš nevidno. Potrošništvo. In ko si zdaj rekel uspešen, da je tvoja identiteta, da si uspešen, oziroma da ti je všeč občutek, da imaš ful denarja. In pol folk zaradi tega zna doskrat zapravljati, ker hočejo prikazati,
da so uspešni, če hočeš, ne? In si pa designer clothes, pa v kredit za avto za 20 let, ko ga dejansko, mogoče se nočeš niti sprijaznati, da trenutno si ne moreš to privoščiti. In ti sam pač vgaja, da imaš nek tak ugled, da si zdaj ti kao uspešen. In da to je neka tvoja identiteta, s katero se hočeš na vsak način poistovetiti, ne? In si zaradi tega tudi usven. Če tega nimaš, what now? In pa moraš to vzdrževati. Ja. Zdaj je ful spet zanimiv, ker tole zdaj tudi razslojima zelo čebulno. Zakaj si pa zdaj ti s tem, ne? Pa se vas začneš s tem ukvarjati, zakaj v bistvu si ti, zdaj če ima specifično na to, zakaj te prija zgledati ali pa imeti neko masko uspešnega človeka. Pa zakaj, za koga zdaj ti kažeš, da sploh si uspešen? To so zdaj neka taka vprašanja. Zelo zanimivo. Ampak čas ne bo povazil. Nadaljujemo naslednjič. Morda. Bomo videla. Ampak vprašanja, a bomo zdaj vsa vprašanja polinkala, ker da lahko ljudje to raziskujejo. Jaz bi pripravil v bistvu en PDF, kjer bo takšna in drugačna vprašanja na to temo in se lahko pač ljudje si vzamete čas, mogoče greste čez njih, pa mogoče začnete delati na raziskovanju svoje esence. In pol vse o tem morate napisati v komentarje, da bodo lahko vsi drugi videli, kakšna je bila vaša izkušnja in kakšne so vaše otroške travme. Vabljeni. Dobro, lepo se imejte, do naslednjič. Dragi poslušalci in drage poslušalke, če vam je bil najin podcast všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribate. V nasprotnem primeru se vam bo budilka spremenila v zvok pozavne.